Dober dan. No Q&A. Zdaj ga že en cajt nisem naredil, mislim, da je to šestka je po moje. Kaj so sveže novice? Nimam svežih novic. Sveža novica, internetna stran oziroma spletna stran se mi dela, pa bo verjetno dan začel narediti oziroma jutr nekasnej, teda to že komaj čakam. Dela mi jo agencija, na Facebooku ima ime Digitalna agencija To The Moon, če hoče kdo pogledati, link bom itak dodal noter. Že danes sem omenil v prejšnjem videu Miha, je ime dizajnerju, ali kako se temu reče, v glavnem on dela, on je car. Bom pa itak objavil in link do njegovega profila, link do tega, če kdo rabi logo, če kdo rabi spletno stran, če kdo rabi, da se bi rad ukvarjal s kriptovalutami, to ima on čez, oziroma njegova agencija. Teda, to je to. Zdaj ne boš, da gremo kar na vprašanje. Prvo vprašanje. Ojla, kaj je najbolj učinkovit recept za izgubo maščobe in obsega okrog trebuščka? Prva stvar, telo samo izbira, kje bo kurilo maščobe. Se pravi, mi na to, se pravi na lokacijsko izgubo maščobe mi ne moramo vplivati. Se pravi, kaj to pomeni? To pomeni, da če boš ti šel v fitness, pa hočeš izgubiti lokalno maščobo na trebuščku in boš naredil 10.000 trebušnih, ne vem, crunchov ali pa mislim, karkoli za trebušnje, če boš naredil 10.000 kilometrov, ne boš nič kaj in manj imel maščobe na trebuščku, ampak boš imel pač tam, ko bo telo hotel, lahko da ti bo pač na nogah pobralo, pač čist vseeno je. Sicer neki se govori, da ne bi, to je bolj kot ne teorija, nisem še videl raziskave, ki bi to pokazala, ampak načeloma se govori, da kao zaradi termoefekta, ne vem, če hočeš izgubiti okoli roke maščobo ali pa okoli trebuščka, zaradi tega, ker ti delaš, ne vem, biceps curle ali pa triceps ali pa nekaj, ker se mišica oziroma roka tam greje, ko ti delaš, bi načeloma kao termični efekt lahko pomagal, da se maščoba skuri. Ampak mislim, da bi prej bilo glih obratno, se pravi, ko bi ti, ne ko ti maščobo zagreješ, ne bo, mislim, bolj bi pomagalo, verjetno, po moje, glede na to, da hladne kopeli, pa hladne, mislim, hlad oziroma mrzlota, karkoli, ne bi malo pomagala pretvarjati maščobo iz bele, metabolno neaktivne, se pravi maščoba, ko ni za nobeno uporabo, mislim za nobeno uporabo, ko je v bistvu kot zaščita, da nas greje, bi se ne pretvarjala v rjavo maščobo. Rjava maščoba je pa metabolno aktivna, to imajo, naprimer, dojenčki imajo ful tega, zato so prvo ful debeli, pa so pa vedno bolj jih pobirajo, ne. Dojenčki imajo ful rjave maščobe, to ne bi kao hlad tudi bolj pomagal. Ni še tudi neki ful raziskav, ampak sem vsaj videl par raziskav, ko mogoče kažejo na to, nisem pa še videl, da bi toplota zaradi tega, ko delaš ti biceps, malo več na bicepsu skurila maščobne mase. Mogoče, neka teorija je, nisem še videl zdaj raziskave, tega trdil ne bom, lahko pa kdo proba, pa sporoči, kako je to šlo skozi. V glavnem, spet sem šel. Kaj je bilo vprašanje? Kaj je najbolj učinkovit recept za izgubo maščobe in obsega okrog trebuha? Zdaj pa, kaj je najboljši recept za izgubo maščobe? Nasploh, zdaj se ne pogovarjamo o lokaciji, ker smo razložili, da to pač ni možno. Prva stvar, ko jaz poudarjam, je res, da je prva stvar kalorijski deficit, je res, da je druga stvar oziroma prvi dve stvari sta kalorijski deficit pa trening oziroma aktivnost neka. Ampak še vsem se meni zdi, da je prva stvar, da boš ti maščobo lahko izgubil, je, da si postaviš jasne cilje, se pravi, da si motiviran. Druga stvar je, druga stvar je, da se prvo osredotočiš na svoj stres, se pravi zniževanje kroničnega stresa. Zdaj, akutni stres itak pač se zgodi, na šihtu se nekaj zgodi, doma se ti nekaj zgodi, ne vem, ko se zbudiš, mi, ko se zbudimo, smo pod stresom, ko kortizol naraste. Tako da, stres ni narobe, da je, ampak fora kroničnega stresa je pa pol, da ti že hormonalno ne dovoli telo shujšati. Pač, naprimer, če imaš ti dva človeka, ko sta človek 1, človek 2, identično vse, pa bi identično imela kalorijski vnos, identično trening, identično vse, s tem, da en imel stres, en pa ne bi imel stresa. 100% bi tesko nima stresa hujšo hitrej. Ne pomeni, da on drug ne bi shujšal, ampak bi pol bila veliko težja,
prvo kot prvo ne bi bil sproščen, bil bi potresen, ko bi šel na trening, bi bil to še dodatni stres, bla bla, nalagalo bi se. V glavnem, ob kalorijskem deficitu, ob treningu boš ti shujšal, ampak en bo shujšal lažje, en bo shujšal težje. En se bo imel pri tem fajn, en se bo imel slabo. Se pravi, glavni cilj hujšanja je, da se imaš ti fajn med tem, ko to delaš. Zato jaz tudi svojim varovancem rečem, on prije pa reče, jaz bi rad skušal 30 kg pol leta. Ok, čist možno je to narediti, sam problem je, da jaz hočem, da se ti vsak trening, ko priješ, oziroma vsak trening, pač da se večino treningov, ko priješ, se počutiš fajn. Ti se moraš fajn počutiš, ko se boš ti fajn počutil, boš hujšal, boš rad hodil na treninge, tvoje življenje se bo izboljšalo. Ne bo se tvoje življenje izboljšalo, ko boš ti zdaj izgubil 30 kg. Tvoje življenje se bo izboljšalo, zato ko boš dobil več mišične mase, ko boš bolj sam sebi všeč, zato ko pač ko ti shujšaš, ok, mogoče se določene tveganja za metabolne bolezni, pa za srčno-žilno obolenje, tako itak zmanjša. Sam pač ti se moraš počutiti fajn. Se pravi, najboljši recept, zniževanje stresa, pozitivna naravnanost oziroma pozitivna psiha, kalorijski deficit, spanje, spanc je ful pomemben zaradi tega, ker se ti spanc uravnava vse, pa trenažni proces, da je podrejen temu. Se pravi, kalorijski deficit bi je šel v neki 300 do 500 kalorij manj, ko jih pa porabiš. Se pravi, porabiš jih 2500, jedo jih boš pa 2200, rečemo, nekaj takega. Tek bi je šel, ali pa minimalno 2000. In pol to delaš en čas, pa vidiš, ali ti hitro padajo kile, ali ti počasi padajo, ali ti ne padajo. In tek preverja, se pravi, greš testirati, moraš malo, pač sam sebe moraš pozvati, moraš biti dosleden, tako pač je, se pravi, fajn je, če si lahko meriš, zato je oni program OPKP, je slovenski, pol je MyFitnessPal, je tudi super, tam si lahko vse vodiš, kaj poješ, moraš biti pač pošten, da res vidiš, da vnašaš pravo število kalorij, lahko ješ pa kar hočeš, pač lahko ješ hamburgerje iz McDonald'sa, lahko ješ pa solatke, tako da jaz vsem najbolj priporočam pravilo 80-20, ko ne vem, veliko kdo ga že pozna, ampak to je naprimer 80% zdrave oziroma prave hrane, pa 20% nekaj takega, da je v bistvu malo bolj za dušo. To pomaga, da ti lažje držiš dieto, da lažje držiš prehranjevalni režim, ko ga pač trenutno imaš, pa mislim, uživaš tudi v prehranskem planu. Ne moreš ti pač trpeti, ko imaš dieto. Pač. Ker imaš ti dieto, nek prehranski plan, karkoli, ni cilj, da trpiš, cilj je, da se imaš fajn, pa da ob tem še hujšaš. Vse to je težko, sam pač v bistvu to je cilj. Ful, na dolgo sem povedal. Teda upam, da ste kaj odnesli od tega ven, upam, da boste se znajdli. Grem na drugo vprašanje, prej da tu še bolj raztegnem. Ok, drugo vprašanje. To je bilo tako malo. Sem pa veliko krat ga že čul. Zakaj je za ženske priporočljiv spolni odnos pred tekmovanjem, za moške pa ne? Enakopravnost pa to. Zdaj, teta je taka malo. Mislim, da so celo naredili študijo oziroma nek test, ali karkoli je to bilo, ko so, ne vem, ekipi nogometašev so pred eno tekmo so naredili tako, da so v bistvu kao eno noč prej seksali, pa so pol šli, pa je bila, ne vem, nek določen performance, pa so pa čez en teden, ko so imeli, pa niso smeli in kao, da je bil boljši performance. In to je kao pokazalo, da zdaj spolni odnos pa spremeni, kako boš ti na tekmi igral. Prva stvar je pač, da je lahko en tedenska razlika. Mislim, lahko je bilo karkoli, lahko so en dan bolj spali, lahko so bolj jedli, lahko so test teden manj trenirali. Mislim, 100 000 stvari je lahko se zgodilo. Mislim, da to tekal ni pokazatelj. Lahko rečeš, da je povezava med seksom, ampak pač ni. Druga stvar, mislim, teorija bi bila mogoče to, da zaradi tega, ker ti seksaš, pol ti testosteron mal pade in pol drug dan nisi tek agresivno, oziroma nisi možat. In mislim, jaz bi rekel, da to ni res, no. Za ženske pa kao, da bi mogle imeti prej, je pa tudi ono, mislim, ni mi logično. Tako da enakopravnost, mislim, meni čisto en, pač, kak ti paše, pač, enim paše, da ja, enim paše, da ne. In tako je pa ne bomo, kako imaš ti v glavi porihtano. Če imaš ti glavo porihtano, lahko seksaš 3-krat prej ali pa 3 mesece prej nič, pa bo isti outcome na tekmi, ko pa če bi karkoli spremenil. Tako da, ja, to ni res. Vsaj ne, da bi jaz vedel za kako študijo, da bi to pokazal, no. Pa mislim, da tudi ne vem, če bo kak bumbar šel to delati. Ok, gremo dalje. Tretje vprašanje je bilo. Končno četrtek. Kaj je po večernem treningu, če je to po 9 uri? Zdaj načeloma nima neke full veze, da je to pač po 9 uri. Je res, da določeni avtori oziroma iz določenih knjig, tako smo gledali, pa kak članek, pa to raziskav sicer še niste videl, ampak
Mal mogoče kaže to, pač mi nismo nočne živali, ne. Naprimer miške ali pa mačke ali pa netopirji pa to, oni bi naprimer, če bi šli na dolgi rok zdaj gledati, čeprav to itak ne gledajo, bi jim verjetno maščobna masa malo zrasla, če bi se prehranjevali isto čez dan, ko pa se prehranjuje čez noč, ne. Zaradi tega, ker še vsem telo je naravnano na cirkadiadni ritem, se pravi našo notranjo uro, ne. In mi imamo notranjo uro tako, da pač nismo nočni živali, mi pač po noči gremo spat. In tam se dogajajo malo drugačne stvari, kot pa čez dan. Čez dan je mogoče malo bolj na poudarku razgradnja, prebava, bla, bla. Po noči je pa bolj sestava, gradnja mišične mase, maščobne mase, karkoli. Mogoče ima malo veze zdaj pri nam, da če po 9 uri ješ, boš pa malo težje izgubil maščobo. Lahko bi se šlo. Mislim, še vseeno je ful odvisno, vsak mora na sebi testirati, zaradi tega, ker cirkadiadna ura je pri enemu, naprimer pri meni ob 9 že postanem zelo zaspan in moram iti počasi spat, ker sem se pač tako navadil, eni pa naprimer ob enih šele postanejo zaspani zjutraj. Tako da je tudi odvisno od človeka, itak. Se pravi, prvo je tudi stvar, da smo to malo razjasnili. Zdaj pa imaš dve možnosti. Čisto odvisno je spet od kak tip treninga je. Če je trening za moč, je napisala, je trening za moč. Ne, samo kapo jaz po treningu večernem. Ok, zdaj, če je trening za moč, bo malo drugače, kot če je trening za vzdržljivost ali pa sam regeneracijski trening. Ampak rečemo, da je trening za moč, kar večina ljudi dela zvečer, ne, noben ne bo šel maratona laufati ob 9 zvečer. Ampak rečemo, da je trening za moč. Po treningu za moč bi jaz tako naredil. Ena možnost je, če imaš problem, da greš težko spat, če si full poln, kar imam naprimer jaz, ne. Jaz moram 2 uri pred spanjem, ne smem jaz, zaradi tega, ker sem 2 uri je že na knap. 2 uri je glih toliko, da lahko grem, ampak ni optimalno. Optimalno mi je 3 ure do 3 ure pa pol. Se pravi, ok, spet grem za jadro. Po treningu za moč, ena varianta je, če si občutljiv na poln trebušček, bi jaz naredil tek, da bi ves shake, oziroma shake je pol najboljša izbira, zato ker je tekočina, ne. In lažje prebaviš, malo lažje je za telo, pa zdaj, če nisi nek vrhunski športnik, niti ni toliko važno. Se pravi, po treningu shake. Jaz bi dal tisti shake. Načeloma bi tek naredil, zdaj sem začel tek delati, da takoj po treningu se itak hidriraš. Če se med treningom ne dovolj hidriraš, se moraš po treningu hidrirati. Hidracija je ful pomembna. Pa v roku 5-6 minut, tam ko si se rečemo kolikor to hidriral, bi jaz vzel esencialne aminokisline. Esencialne aminokisline so itak gradniki pač vsega v našem telesu, absorbirajo se 99,9%, če so v pravem razmerju zmešane. So pa v bistvu za anabolno fazo, pač mišice se bo zgradil samo z esencialnimi aminokislinami. In to po 6 minutah, ko se hidriraš, popiješ esencialne aminokisline, 5 do 15 gramov, čisto odvisno, pač spet. Pa počakaš 15 do 20 minut, tako so raziskave pokazale, da se esencialne aminokisline absorbirajo, in pol bi jaz po tetih 5, se pravi vse skupaj od treninga je minilo zdaj 25 minut, po tetih 15 minutah bi pa jaz pojedel shake. In zdaj kaj bi dal shake? Itak beljakovine, zdaj če so rastlinskega izvora, so pač rastlinskega izvora, možda jaz bi sam tam gledal, če so rastlinskega izvora, jih daš 2-krat več, ker je približno isto, naprimer rastlinskih 40 gramov, ko pa živalskega veja 20 gramov, je približno isto, ampak mora biti 2-krat več. Pol bi pa dodal hidrate, zdaj mogoče bi zato, ker je zvečer s fruktozo malo pazil, če si že čez dan jedel velik fruktoze, dosti fruktoze in so jetra nafilana, pol načeloma fruktoze niti ne rabiš, tok bi pol gledal, ne. Najboljša kombinacija je bila vej beljakovine, čokoladno mleko, mogoče malo maltodekstrina, čisto odvisno, koliko si velik, čisto odvisno, koliko hidratov rabiš, koliko si imel čez dan, koliko si pojedel. Pa mogoče bi malo za podporo spancu, bi dodal še omega 3 maščobne kisline, 3 grame, da gledaš, da je 3 grame EPA, se pravi, to je 8 tablet, nekaj takega. To je bil en tak obrok. Lahko pa narediš, da greš čisto easy po treningu, se pravi isto, hidracija, esencialne aminokisline, pa kot obrok, pa priješ domov, pa lahko ješ karkoli. Zdaj pa ful je fajn, naprimer jajce malo podprejo spanc, pa avokado malo podprejo spanc, banana podprejo spanc, ampak ne preveč zrela, pa premalo zrela, se pravi, mora biti glih nekaj vmes. Spanc podprejo tudi čija semena, jaz bi eno žličko meda, tako da so hidrati, ko ti bo dvignalo cuker v telesu, pa pol, ko boš padel, boš postal zaspan, boš lažje zaspal. Kakve višnje lahko dodaš, višnje imajo citokine, malo zvišajo cikl spanca, pa zvišajo cikl spanca, znižajo cikl budnosti, se pravi kaj takega, ali pa mogoče lahko namesto jajc, naprimer, ali pa kar zraven jajc dodaš kako skuto, zato ko ima kazein, kazein je pa počasna beljakovina, ko se v bistvu sprošča tako od 4 do 6 ur in dejansko podpreš
po noči še regeneracijo za po treningu. Se pravi, nekaj takega bi naredil za moč, ampak je pa full odvisno zdaj, kaj si čez dan jedel, a si imel fasting, a si že od 7 jedel, a koliko si pojedel hidratov čez dan, bla bla, pa kaj je tvoj cilj, ampak to je neka taka. Zdaj, če te pa zanima, kako bi ti naredil, glede na tvoje predispozicije oziroma tvoje stanje, kakršno je, pač mi napiš, pa ti bom itak ti napišem, to sploh ni panike. Ok, gremo naprej. Ok, pa še četrto vprašanje. Četrto vprašanje je bilo pa kreatin, razlike med oblikami, ja ali ne. Jemanje oziroma način jemanja, kdaj, koliko, kdaj pa za moški, ženske, če so kakšne razlike. Zdaj, kreatin je eden od prehranskih dodatkov, ko je najbolj raziskan. Mislim, da je kreatin najbolj raziskan. No. Se pravi, za kreatin lahko z zagotovostjo trdim, da pomaga. Predvsem lahko pomaga malo pri regeneraciji. Pomaga predvsem pri regeneraciji fosfatnega sistema. Se pravi, mi imamo teleso energijske substrate oziroma energijske substrate, karkoli. Zdaj za, naprimer, maraton na ful visokem nivoju so pretežno ogljikovi hidrati, za ful nizko intenzivnost je maščoba, za kratke eksplozivne stvari, naprimer, tako je 100-metrski šprint, so bolj kot ne ATP, pa kreatin, fosfat, pa malo glukoze. In naprimer, tule ful fajn upoštev prije kreatin, zaradi tega, ker podaljša testo, ne vem, za 2, mogoče za 3, ampak bolj kot ne za 2 sekundi je že velik, če podaljša tvojo maksimalno moč pri šprintu. Se pravi, kreatin pomaga za regeneracijo fosfatnih sistemov, za povečanje mišične moči, povečanje mišične mase tudi lahko malo pomaga, ampak veliko vode veže na sebe, kar je pa itak super, pač ti, ko imaš večji volumen, ko je v celici, prej bo celica tudi pokna in mogoče je malo bolj hipertrofija zaradi tega. Zdaj, to je spet uno, ampak lahko pomaga pri teh 4 stvareh najbolj. To so raziskave pokazale in to dejansko drži. Za moške pa ženske ni neki ful razlik. Jaz bi mogoče sam pazil, če vidiš, da, ne vem, da si v določenem stanju kot ženska, se pravi bolj menstrualni cikli, pa to, kjer se ti malo več vode nabira, mogoče lahko malo pazi s kreatinom, ker se ti bo še malo več vode nabralo. Zdaj, to ni zdaj strupeno ali pa boš umrl zaradi tega, sam lahko da te moti, ko se počutiš težko pa to. Teda, to je edino razlika. Zdaj, kaj je še bilo, kdaj pauza? Načeloma je tako pri vseh stvareh. Jaz bi cikliziral kreatin tek na 3 do 4 mesece, pa 1 mesec pauze vmes, ker telo je še vsem tek na leto. Telo ima te povratne zanke in če on skozi dobiva kreatina, bo rekel, ok, se dobivam toliko zunanjega kreatina, da pač ga jaz endogeno ne rabim pač toliko proizvajati in mogoče malo zniža proizvodnja kreatina. In tu se zdaj sam zavaruješ, če boš na 3 mesece naredila pauzo, pač se to ne bo naprimer zgodilo. Sam to je fora. Pol kaj še, kdaj, koliko, zdaj kdaj, načeloma je pri kreatinu tek. Ene raziskave kažejo, da je ob obroku po 1 gram, da se ga lahko tek 1 gram pa pol naenkrat absorbira, pa da ga pol ob vsakem obroku ješ, ene kažejo malo drugače, zdaj bodybuilderi delajo spet drugače, ko itak eni malo pretiravajo, eni mogoče zaradi tega, pač ko imaš malo več mišične mase, ko si bodybuilder, lahko probaš 1 gram oziroma 2 grama zraven vsakega obroka, tako da imaš 5 do 10 gramov na dan, lahko vzameš 5 gramov oziroma 10 gramov naenkrat, ali zvečer, ali zjutraj, ali kdarkoli, vedno ga samo vzemi v obroku, zato ker se ob obroku, ker se malo boljše absorbira. Pa lahko narediš tako, da rečemo, da imaš 3-mesečno okno, ko ga boš imel, pa začneš prvi teden ješ 20 gramov na dan, da se ti naloži, se pravi, to se imenuje faza nalaganja. Lahko pa ga začneš jesti takoj, tako ga boš jedel, se pravi 1 gram za vsakega obroka. Ni važno, sam pač, kakor se kaže po raziskavah je, če je faza nalaganja, se ti pač malo prej naloži, kar je logično. Če je pa normalno, pač malo dlje cajta rabiš, da prideš do neke vrednosti v mišicah, kar pa tudi, če ga boš imel 50 gramov na dan, ne bo zdaj neki ful razlike, ko pa če ga boš imel 5. Teda to je fora. Pa kaj je že vprašanje, razlike med oblikami? Razlike med oblikami kreatina so pa bolj kot ne sam v absorpciji. Se pravi, malo hitreje se absorbira, malo počasneje se absorbira, pa koliko vode veže na sebe. Zdaj, ene oblike vežejo več vode, ene vežejo manj vode. Imaš jih pa milijon oblik. Zdaj, kar lahko iz glave naštejem na hitrico, mikroziran kreatin, kreatin etil ester, kreatin citrat, DIPA3, kreatin neki peptid ali kaj že. Pol imaš ene kreatine, ko imajo neke stvari dodane, kao neke magnezije, pa ne vem, neki cesto je brez veze. Najboljši po mojem mnenju, pa po mnenju večine ljudi, pa tudi najbolj raziskani kreatin monohidrat. Ful je poceni, ne veže preveč vode, veže malo neke vode, celo se mi zdi, da ne manj vode veže.
ali to mogoče ne. V glavnem to ne bom rekel. Se pravi, najbolj poceni, dejansko deluje, najbolj raziskan, ni strupen, teda jaz ti priporočam keratin monohidrat, pa nimaš nič za falit, če se boš odločil za to. To je to. Danes bo samo 4 vprašanja, da bo video mogoče malo krajši, kot ponavadi. Itak je že 23 minut, pa tako malo, tam okoli 20 minut bo, pa bo že to nekaj, ko tako preveč nakladam. To je to, hvala za ogled. Zdaj bom probal malo bolj pogosto delati tudi videe ven, pa zdaj, ko bo itak moja nova stran, bom vse na mojo stran nalagal, da bo tudi malo lažje. Pride pa kar ene par sprememb, predvsem v objavah. Ja, to je to. Sponzor imaš tu, tudi 3 sponzorje, se pravi čajnica čaj, magnezijevo olje, esenca in pa Fenča trgovina. Medicinske gobe pa to, pa zelišča, pa pribor, pa kava, pa še kaj bi se najdlo. Čajnica čaj, itak čaj, magnezijevo olje, pač magnezijevo olje za čez kožo. To je to. Hvala še enkrat. Pa prosim, za kak predlog ali pa karkoli, da nekaj spremenim. Ajde, čau.